Ljubljana je zaton srednjega veka pospremila z vsemi evropskimi insignijami sodobnega mesta. Za svoj grb si je izoblikovala zmaja na grajskem obzidju, imela je svoj mestni pečat, mestno oblast in župana pa so duhovščina, plemstvo in meščanstvo izbirali z volitvami. Čeprav sta se renesansa in humanizem komaj dotaknila nemške ljubljanske elite, je srednji vek že hropal. Toda agonija je bila huda in dolgotrajna. Proti novemu veku. Tudi Ljubljano so v tem času pretresali turški vpadi, požari in črna smrt, kuga. Da je bila mera polna, so se med seboj bojevali tudi fevdalci. Vojne med Habsburgi in Benečani so izčrpavale že tako siromašne tlačane. Kmečki punti so bili bolj krvavi kot uspešni. In potem še strahovit potres leta 1511, ki je razrušil in v plamenih uničil mnoge domove, cerkve in gradove. Tlačan je moral vse sezidati na novo. Odtlej so tudi ljubljanske stavbe zidane. Mesto je štelo le nekaj tisoč prebivalcev. Tudi v 16. stoletju in v naslednjih stoletjih je bila Ljubljana deželno knežje mesto, vendar je imelo svojo mestno samoupravo. Mestno oblast so sestavljali zunanji svet, notranji svet, potem občina, sodnik in od 1504. leta še župan. Notranji svet je bil 12-članski in on je dejansko imel mestno oblast v roki. Zunanji svet in pa občina sta pri mestni upravi sodelovala samo takrat, kadar je notranji svet pozval k reševanju kakega vprašanja. Mestni sodnik je opravljal sodne naloge, župan pa druge upravne posle. Ljubljana je bila edino mesto na Kranjskem, ki je imela pravico voliti župana. Vse druga mesta in trgi so imeli le mestne sodnike, tako kot sprva od 13. stoletja do 1504 tudi Ljubljana. Vse do konca 18. stoletja je mandat župana in sodnika trajal le 1 leto. Lahko pa sta bila posamično večkrat izvoljena. Nekateri so bili izvoljeni tudi 5, 8 ali 12-krat. Toda izziv stoletja, mimo Turkov, potresa, kuge, izgona židovskih trgovcev in bankirjev ter požarov, je že bil pred vrati. Zahteva po reformaciji katoliške cerkve in verskega nauka. Kadar govorimo o Ljubljani v 16. stoletju, moramo govoriti tudi o reformaciji in protireformaciji v Ljubljani. Prvi protestantski krožek se je pojavil 1527. oziroma 29. Protestantizem se je v Ljubljani okrepil zlasti v času, ko je v Ljubljani prebival Primož Trubar. Od 1535 do 47, ki je ob podpori deželnih stanov, ki so tudi bili večinsko protestantje, stopil na čelo protestantske cerkve na Kranjskem. Ljubljana je bila v tem času tipično trgovsko mesto z etnično pisanim prebivalstvom. V Ljubljani so bili torej v dnevni govorni rabi 3 jeziki, slovenski oziroma kranjski, nemški in italijanski. Teže pa je ugotoviti, kakšna so bila dejanska kvantitativna razmerja med njimi. Tem teže zato, ker se je vse zapisovalo samo nemško, kot pravi tudi Valvazor. Priimki so sicer dober indikator etnične podobe, vendar niso vedno zanesljivo merilo. Zelo zgovorna pa so poročila o jezikih cerkvenih pridig. Sredi 16. stoletja, leta 1561, so bile denimo v Ljubljani vsako nedeljo 4 pridige, 3 od tega v slovenskem oziroma kranjskem jeziku in 1 v nemščini.
V istem času se je vsaj občasno pridigalo tudi že v italijanščini, ki je potem sredi 17. stoletja postala jezik redne nedeljske pridige. Pridige v slovenskem jeziku so bile sestavni del protestantizma. A leta 1562 je katoliški knez, vladar Kranjske, ukazal, da mora deželna oblast zapreti vse vodilne protestante. Vendar pa je bila Ljubljana že trdno protestantska. Med letom 1578 in 1600 je bila velika večina županov iz vrst protestantov. Na pohodu pa sta že bila tudi slovenska knjiga in nastanek knjižnega jezika, delo slovenskih protestantov. Renesansa je s svojim humanizmom prinesla novo zanimanje za knjigo, se pravi za branje in pisanje. Tako se je rodil nov kos pohištvene opreme, tako imenovana pisalna omarica. Bila je nekakšna škatla s površino za pisanje in z več predali za drobnarije in druge stvari. Ponavadi so jo postavili na okensko polico, da so dobili svetlobo in ob njej pisali stoje. Prva tiskarna, ki je bila na našem področju, na področju današnjega mesta Ljubljane, je bila v koncem 16. stoletja, natančneje leta 1575, ob Fužinskem gradu. Danes je to pač del Ljubljane. Tam so natisnili v 7 letih, kolikor je ta tiskarna delovala, nekih 30 tiskov. Zanimivo je pa v toliko tudi, ker so tu tiskali knjige v 3 različnih jezikih, namreč v nemščini, latinščini in pa seveda tudi že v slovenščini. To je bil čas protestantizma. No, po 7 letih, kot rečeno, je bila ta tiskarna ukinjena oziroma njen lastnik je moral deželo zapustiti, ker se pač ni hotel odpovedati novi veri. Dalje je čakala Ljubljana celih 100 let do 1678. leta, ko smo zopet dobili novo tiskarno, ki jo je ustanovil Janez Krstnik Majer. Prišel je sem iz Salzburga. Tu je pa ustanovil podružnično podjetje v Ljubljani. Katoliška cerkev se ni hotela odreči oblasti nad deželo Kranjsko, saj je v tem času z ognjem in mečem osvajala vso južnoameriško celino. Po vzhodnem razkolu leta 1054, ko so po svoje odšli pravoslavci, pa je prav protestantizem kot upor zoper totalitarno cerkveno hierarhijo omajal njeno vsemogočnost. Glavna protestantska zahteva, pouk in bogoslužje v ljudskem jeziku, je bila osnovni cilj stanovske šole, ki je delovala od leta 1635 pa vse do ukinitve leta 1698. Ljubljančani so kljub pritisku deželnega kneza kar naprej volili protestantske sodnike in protestantske župane. Tako da je moral knez nekajkrat odstaviti pravzaprav izvoljenega župana in sodnika in prisilil mestni notranji svet, da je izvolil sodnika in župana iz katoliške strani. Člane mestnega zunanjega in notranjega sveta, ki so volili župana, je predhodno volilo približno 500 ljubljanskih meščanov, moških, z večine trgovcev in obrtnikov, protestantov. Toda postati meščan je bilo zdaj drugače. Od novih meščanov je deželni knez zahteval, da so morali, predno so dobili meščanstvo, priseči zvestobo katoliški cerkvi. S prihodom jezuitom 1596 se je v Ljubljani začel okrepljeni nastop zoper protestante. Deželni knez je ukazal izgon protestantov, prepovedal protestantsko cerkveno organizacijo. Protestanti so že skrivali knjige, bežali na nemško. V zraku je že smrdelo po grmadah. 16. stoletje se je lomilo v 17. Lomile pa so se tudi družine. Sin proti očetu, brat proti bratu.
ljubljanski hreni izvirajo najbrž iz Kočevske. Lenart Hren si je pridobil ljubljanske meščanske pravice 1545. In si je dvakrat poročil. Prvič z hčerjo župana in veletrgovca Janeza Plemenitega Weilheimerja, drugič pa z neko Uršo Žitnik, s katero je imel 2 oziroma 3 sinove, Andreja, Tomaža in Marka. Andrej je bil potem kasnejši ljubljanski župan, Tomaž pa ljubljanski škof, ki je bil zelo vnet nasprotnik reformacije. Lenart je v mestni upravi hitro napredoval, bil je član zunanjega sveta, notranjega sveta, bil je 3-krat zapovrstjo mestni sodnik in nato med 1565 in 82 5-krat župan, vmes pa še višji špitalski mojster. Večkrat je bil na zasedanju deželnega zbora in je bil tudi deželni odbornik, bil je pa tudi lastnik Fužin na Jesenicah. Bil je odločen protestant, medtem ko njegovi sinovi so bili pa odločeni katoliki. Sedemnajsto stoletje se je v Ljubljani začelo v plamenih. Pred ljubljansko mestno hišo so pripeljali 11 vozov protestantskih knjig in jih sežgali na grmadi. Med njimi Trubarjev katekizem iz leta 1550, prvo slovensko knjigo, v kateri Trubar prvič imenuje svoje rojake Slovenci. Njegove in knjige drugih protestantov so katoliške oblasti leta 1596 dale na seznam prepovedanih del, na zloglasni indeks. Tudi končalo se je to stoletje z grmadami. Tik pred evropskim stoletjem razsvetljenstva so na ljubljanskih grmadah umirali ljudje, zlasti ženske obtožene čarovništva. Ovaduštvo, strah, laž in maščevanje so dobili na Slovenskem polno domovinsko pravico. Mračni srednji vek je šele prihajal. Iz Ljubljane se izseljujejo družine protestantov, priseljujejo pa se novi, predvsem katoliški prebivalci. Fluktuacija mestnega prebivalstva je bila vse skozi zelo velika, še posebej v sloju meščanov, ki so se lahko prosto selili. Valvazor denimo pravi, da v Ljubljani le redko katera družina ostane 3 generacije. Mestne davčne knjige, ki se začenjajo z letom 1600, to trditev pravzaprav potrjujejo. Večina hiš je namreč prej kakor v eni generaciji zamenjala priimek lastnikov. Z nastopom škofa Tomaža Hrena, s požigom knjig in izgonom protestantov iz Ljubljane, se je končalo eno izmed najbolj tragičnih obdobij slovenske zgodovine. Z mestnim sodnikom Ivanom Vodopivcem, ki je bil izvoljen 1605. za sodnika in potem nekaj let kasneje za župana, si je ta boj pravzaprav zaključil. Kajti Ivan Vodopivec je moral preseči, predno je bil izvoljen, da bo zvest katoliški cerkvi. Začetek 17. stoletja je obenem čas, ko so v Ljubljani in v njeni neposrednji okolici pospešeno začeli zidati katoliške cerkve. Kamnoseki so bili tako domači kot tuji mojstri. Nastajale so odlične kiparske delavnice Mislejeva, Metzingerjeva, Jelovškova. Obdobje, ki je sledilo, sta zaznamovala protireformacija na verskem področju in barok v stavbarstvu. Mnoge cerkve, ki so jih zgradili v 17. in 18. stoletju, so izjemno žlachten primer baroka,
Baročno stavbarstvo je postalo prepoznavna oznaka Ljubljane. Tako v cerkveni kot posvetni arhitekturi so ga ustvarjali predvsem italijanski mojstri, ki so prihajali bodisi iz Rima, Bolonje, bodisi iz Benetk. Vse močneje pa so se izražali tudi domači umetniki v kiparstvu, slikarstvu in stavbarstvu. Ljubljana je poleg Gradca postala pravo umetnostno središče baroka na naših tleh, še zlasti po ustanovitvi Akademije Operozorum leta 1693. Baročno razkošje Ljubljane je bilo seveda samo ena izmed skic, ki so tvorile njeno podobo. Etnična oziroma jezikovna podoba celotnega mestnega prebivalstva se kajpak nekoliko razlikovala od strukture meščanov. Glavnina novega prebivalstva je namreč prihajala iz širšega mestnega zaledja, ki je bilo v celoti slovensko. Tako je Ljubljana tem lažje ohranjala izrazito slovensko podobo. Vsi popotniki in sodobni opisovalci namreč na prvem mestu med govorjenimi jeziki mesta navajajo slovenščino oziroma kranščino, na drugem mestu nemščino in nekateri na tretjem, vendar ne vsi, tudi italijanščino. Valvazor denimo pravi, da italijansko govorijo trgovci in plemiči. Tudi sam Valvazor, ena izmed najodličnejših osebnosti ljubljanskega 17. stoletja, je italijanskega porekla. Sicer rojen Ljubljančan, rojstna hiša je pri Tranči na Starem trgu, izhaja iz plemiške družine iz Bergama. Njegovo kapitalno delo, Slava Vojvodine Kranjske iz leta 1689, je sicer napisal v nemščini na Bogenšperku in je vsekakor najtemeljitejši opis zgodovine, naravnih in etnografskih značilnosti slovenskih pokrajin in ljudi dotlej. Posebej obsežen je podroben popis kranjskega glavnega mesta Ljubljane, rimsko-cesarske dedne dežele. Podroben opis se ustavi tudi pri domovanjih Ljubljančanov. Od javnih in posvetnih poslopij se obrnimo k meščanskim hišam. Teh štejejo v mestu brez predmestij 4 do 500. Po večini so 3-nadstropne, redko 2- in 4-nadstropne, a skoraj nikoli 1-nadstropne. Pogosti požari so prebivalce izučili, da so zdaj skoraj vse hiše pokrili z opeko ter jih tako pred plamenom zavarovali. Preširoke in včasih preveč na tesno postavljene hiše delajo ljubljanske ulice in ceste, kakih 30 jih je, nekoliko ozke. In oba trga, od katerih se prvi pri mestni hiši imenuje Stari trg, drugi pri deželni hiši pa Novi trg, nista posebno velika. Njegovo znanstveno in raziskovalno delo, začinjeno z renesančno radovednostjo, se ni ustavilo ne pred zagonetnimi naravnimi pojavi, ne pred nerazložljivimi početji ljudi. Kot polihistor je skušal osvetliti globine sveta, v katerem je živel. Z raziskavo delovanja presihajočega Cerkniškega jezera si je leta 1687 prislužil članstvo v takrat nadvse prestižnem znanstvenem klubu Londonske kraljeve družbe. Svoj znanstveni in raziskovalni sedež si je nekaj let poprej, leta 1678, ustvaril izven Ljubljane, na gradu Bogenšperk. Drugače mora grad pokazati bolj malo ogleda vrednega, razen če bi si moje matematične instrumente in mojo malo knjižnico ogledati želeli. Zanimive pa bi utegnile biti tudi nekatere druge stvari, med njimi magnet, ki dvigne železo 42-krat težje od njegove lastne teže. Bil pa sem tudi, ne da bi se hvalil, prvi, ki je v to preslavno deželo Vojvodino Kranjsko vpeljal bakrotisk. Ja, prav na tem gradu sem leta 1678 naredil sam tako delavnico in v njej na lastne stroške več let vzdrževal bakrorezce in bakrotiskarje. Tudi mestne in cerkvene avtoritete v Ljubljani so utrjevale deželno knežjo oblast v mestu. Valvazor je med tistimi meščanskimi in cerkvenimi učenjaki iz Kranjskega, ki leta 1693 ustanovijo Akademijo Operozorum, Akademijo delovnih.
Isto leto zažgejo prvo žrtev obsojeno čarovništva. Največji projekt tega baročnega časa, pod katerim je že tlela žerjavica čarovniških procesov, pa je bila gradnja nove ljubljanske stolnice. Pod neumorno roko Janeza Gregorja Dolničarja so jo začeli graditi na pragu 18. stoletja. Narejena je po načrtih rimskega jezuita Andreje Poce, pri ustvarjanju tega sakralnega baročnega objekta pa so sodelovali številni italijanski in slovenski umetniki, kiparji, slikarji, gradbeniki. O vsakem govori njegovo delo, zapisano tudi v zgodovino baročne umetnosti na naših tleh. Morda pa je bolj kot občudovanja vredni barok med prebivalci Ljubljane in dežele Kranjske odmeval začetek lova na čarovnice. Ob koncu 17. stoletja je že zaudarjalo po zažganem človeškem mesu. V letih 1691 do 1692 je bilo v Ljubljani sežganih preko 30 oseb zaradi čarovništva. Med njimi je najbolj znana Anica Peklenščica. Proces je vodil takratni mestni sodnik Jurij Tolminec, sodbo pa je izvršil rabelj Salinger. Montirani procesi proti čarovnicam, z večine so bile žrtve ženske, so trajali še celo 18. stoletje, zakonito najmanj do približno tolerančnega edikta leta 1781. V Lontovžu, današnji palači Slovenske akademije, pa so sredi tega stoletja uprizarjali prve gledališke igre in gosposka je tam plesala. Življenje je le počasi dobivalo običajno vsakdanjo podobo. Za porenesančni baročni čas je značilna pomembna novost. Plemiška palača, mestna palača, kot so si jo v mestu postavili podeželski gospodje. Najlepša in najbolj prepoznavna lastnost teh palač je tako imenovani piano nobile. Odlično gosposko nadstropje, ponavadi prvo, v večjih palačah tudi drugo nadstropje. V takšnih palačah so živeli vsi veliki možje tedanje Ljubljane. Gabriel Gruber je v eni izmed najlepših baročnih palač snoval svoje mnogoštevilne načrte in izume. Preučeval je regulacijo Ljubljanice in stare načrte še iz 16. stoletja, dokler ni reke umiril z novim, po njem imenovanim Gruberjevim kanalom. Ideje in mnoge znanstvene novosti, ki jih je prineslo francosko razsvetljenstvo, je k nam prinesel baron Žiga Zois, osrednja figura kulturne, slovstvene in gledališke dejavnosti 18. stoletja pri nas. Mecen in anima agens slovenskih preporoditeljev je spodbujal pisanje v slovenskem jeziku. Nastajala so številna književna dela Pohlina, Linharta, Japlja, Komerdeja, Kopitarja, Vodnika in mnogih drugih. Pišejo o bohoričici, prevladujoči jezik je nemški. Ljubljana ima okrog 10 000 prebivalcev, sem so všteti tudi Tlačani. Konec stoletja, prvič 4. januarja leta 1797, pa se že sliši glas prodajalca prvega slovenskega časopisa, Ljubljanskih novic, Valentina Vodnika. Napoleonovi vojaki pa že korakajo čez razdrto proti Ljubljani. Napoveduje se nova doba, rojstvo slovenskega naroda. Bil je že skrajni čas.